Minister Samo Omerzel in njegova svojvrstnost in to za voljo izumov, kako pak med drugim projekta Vendotel namenjenega nakupu blaga prek telefona, za razvoj katerega leta 2011 dobi državno pomoč težko 2 manjši stanovanji. A glej, na las podoben izum na spletu kar 4 leta prej predstavi japonsko podjetje NTT Docomo. In to podjetje, ki se prav takrat preplete s hobotnico ultrinih podjetij. S hobotnico, v kateri se skali prav Omerzel, je torej Omerzel projekt kar prekopiral. Kar se tiče poslovanja mojega podjetja, jaz tisto, kar seveda je predmet interpelacije, danes pojasnjujem. Vse ostalo, kar se tiče pa poslovanja mojega podjetja, pa ne bom pojasnjeval. Se sila klavrnim izgovorom izmika novim dejstvom in vse preveč očitnim naključjem, med drugim, da si denarno pomoč zagotovi kar prek takratnega visokošolskega ministra Gregorja Golobiča, ministra, s katerim ju tesno prepleta prav hobotnica ultrinih podjetij. Ampak glejte, potem naključje, da takrat, ko ste dobili denar za razvoj, je bil minister kar Gregor Golobič, ki dal hrbet na mesto pojasnilo, da ko plačevalskem denarju in to za sklepamo že razvit projekt, ki se ga Omerzel zagotovi z razpisom, na katerem prijave sprva zbirajo do jeseni 2011. No, ko minister Golobič predčasno pomaha v slovo ministrstvu, pa razpis navratna nos skrajšajo, a minister od naključij beži in to kljub razločni zavezi pred 2 tednoma. Vsa vprašanja, ki jih postavite novinarji, je prav, da jih seveda javni funkcionarji tudi odgovorimo. A spomin na javne zaveze je očitno prekratek in pot do izumov in državne pomoči, tako se vse bolj zdi, prav tako, če so le prave zvezde na nebu ali pač povezave, kaj ne, interpelirani minister?